Pozdravljeni na Noči knjige, sem Metka Repin, sem knjižničarka in če boste prišli v knjižnice v Bohinjsko Bistrico, v Srednjo vas ali v Staro Fužino, me boste našli tam. Včasih pa pridem tudi v Radovljico. Zelo rada berem resnične zgodbe. Všeč so mi tudi knjige skandinavskih avtorjev, predvsem zaradi njihovega čudaškega humorja. Rada pa prebiram tudi knjige s psihološko vsebino, včasih pa me navdušijo tudi slikanice, ali za vsebino ali pa z ilustracijami. Knjiga Hvalnica počasnosti se me je dotaknila že pred leti. Ni nova, ampak mislim, da bo aktualna za zmeraj. Ljudje skušamo narediti čim več v najkrajšem možnem času. Zato vedno hitimo. Hitimo v službi, hitimo doma, hitimo v prostem času. Besede, ki jih otroci največkrat slišijo, so pohiti, mudi se nam. Hiti se v bolnišnicah, hiti se v restavracijah, hiti se na cesti. Hitimo v izkoriščanju naravnih dobrin. Posledice tega hitenja pa so napake pri delu, slabo zdravje, uničena narava. Vsemu temu hitenju se upira gibanje, ki se pojavlja po vsem svetu in ki nas skuša upočasniti, da se umirimo in najdemo pravo ravnotežje. Filozofija počasnega gibanja nas uči načina življenja, ki je umirjen, previden, dojemljiv, preudaren, potrpežljiv in premišljen, in kjer je kakovost pred količino. Umirimo pa se s hojo, počasno telovadbo, meditacijo, jogo, pletenjem, vrtnarjenjem, kuhanjem in seveda tudi z branjem. Avtor knjige Carl Honoré je nagrajeni kanadski novinar, pisatelj in tedov govornik ter ambasador počasnega gibanja. Počasno branje odpira vrata v povsem nov svet podrobnosti in odtenkov. Če brziš skozi besedilo, ne ceniš vseh šal in iger čakanja, poigravanja s skrivnimi zgodbami in pretajenimi spletkami. Počasno branje je veliko bolj zadovoljujoče. Vsem, ki bi radi upočasnili tempo svojega življenja, ki je trenutno res nor, priporočam knjigo Hvalnica hvaležnosti. Preberite jo počasi in skušajte že jutri hiteti počasi.